Spoštovani vsi prisotni in spoštovani gostje, lepo pozdravljeni še v mojem imenu in v imenu vseh članov Delavske zveze Slovenske demokratske stranke. Vsem, ki ste si danes vzeli čas in ste se nam pridružili, se lepo zahvaljujem za obisk. Prav tako pa se zahvaljujem občinskemu odboru SDS Kamnik, še posebej predsedniku, gospodu Veršniku, ki so nam pomagali organizirati to okroglo mizo. Posebna zahvala gre našim današnjim gostom, gospodu Slavku Kmetiču, gospodu Jožetu Arčulju in predsedniku Slovenske demokratske stranke, gospodu Janezu Janši, ki si je kljub natrpenemu urniku vzel čas in se nam pridružil na naši okrogli mizi, kjer bo delil svoje razmišljanja povezana z gospodom Francetom Tomšičem. Jutri bo minilo 7 let od smrti gospoda Franceta Tomšiča, ustanovitelja Socialdemokratske zveze Slovenije in enega najbolj zaslužnih za demokratizacijo Slovenije konec 80. let prejšnjega stoletja. Gospod Francet Tomšič se je rodil leta 1937 v Šmarci pri Kamniku. Bil je 4. otrok v družini s 6 otroki. Vzgojen je bil v precej krščanskem duhu, na otroška leta, ki so bila preživeta v stari kmečki hiši, tik ob mlinščici v Šmarci so ga vezali lepi spomini. Živeli so skromno, večjega pomanjkanja ni nikoli občutil. Zelo rad je povedal, da so starši znali ustvarjati v družini prijateljsko vzdušje, zanj pa so bile najlepše nedelje. Tudi petja ni nikoli manjkalo, saj so prve 3 sestre skupaj z mamo zelo ubrano pele. Francet Tomšič je tudi sam rad prepeval znanje prvih akordov, ki jih je igral že v jugoslovanski ljudski armadi, je kasneje prenašal tudi na svojo družino. Leta 1963 je diplomiral iz letalstva na fakulteti za strojništvo. Kmalu je odšel v Nemčijo, po 10 letih zdomstva se je vrnil v Ljubljano in v Litostroju postal vodja projekta na Inštitutu za raziskave, razvoj in projektiranje. Spodbujen z gledi Poljske je stopil na čelo litostrojske prekinitve dela, ki se je začela zaradi visoke inflacije in plač, ki so bile že celo leto enake, 9. decembra 1987. Najprej so imeli namen oditi pred občino Šiška, a so odšli pred republiško skupščino, nato še v Cankarjev dom, tam pa so izglasovali nezaupnico režimskim sindikatom in izvolili prvi stavkovni odbor v Jugoslaviji. Kot je gospod Francet Tomšič povedal v svojem govoru ob 20. obletnici stranke SDS, citiram: Oblast se je 9. decembra 1987 prvič po vojni srečala z izzivom, ki ga ni zmogla obvladati. Ob silovitih demonstracijah tisočih stavkajočih delavcev pred zgradbo skupščine Socialistične republike Slovenije in nato še ob vdoru množic v Cankarjev dom, v katerem smo izvolili stavkovni odbor, kritično spregovorili o enopartijskem sistemu in izrekli nezaupnico partijskemu sindikatu, se je dotedaj vsemogočna partijska struktura začela podirati. Oblast ob tem ni slutila, kaj se bo zgodilo 6 dni kasneje, 15. decembra 1987. Če bi vedela, bi ta dan marsikdo od nas pričakal v zaporu. Konec citata. Gospod Janez Janša, bom začela z vami. In me zanima, kako vi danes gledate na dogodke, ki so se dogajali pred 30 leti in so pomembno pripomogli k temu, da smo danes mi lahko danes tukaj zbrani in brez dlake na jeziku spregovorimo o vseh temah, kar je bilo v tistem času popolnoma nepredstavljivo in celo prepovedano. In pa, kako ste vi takrat kot mlad in družbeno-politično aktiven državljan videli dogajanje v Litostroju in delovanje gospoda Franceta Tomšiča, ki je izpeljal prvo stavko v takratnem sistemu ter ustanovil iniciativni odbor Socialdemokratske zveze Slovenije, iz katerega je po 14 mesecih nastala stranka. Ja, hvala lepa za udeležbo na tem spominskem večeru, lep pozdrav vsem skupaj. Zdaj, mogoče glede na to, da je to spominski večer najbolj en spomin na tisti čas, ki je dejansko pretresel Slovenijo, pa tudi širše takrat Jugoslavijo, ali pa lahko rečemo ta del Evrope, kjer živimo, kjer tista stavka je odmevala. Bolj kot smo takrat sploh slišali odmeve, ker je bil pač ta prostor komunikacijsko delno zaprt. Jaz sem takrat delal na Mikroadi, mi smo imeli sedež na Cankarjevi v Ljubljani in nekdo je pretekel in je rekel: Tomšičevi gredo z Litostroja proti centru. In smo šli tam iz tistega podhoda takoj ven na Cankarjevo in tam
smo videli eno gručo policistov, takrat so bili še miličniki, ki so begali tam po ulici. Malo je bilo zmede, potem smo videli nekaj udbašov, ki so tekli gor iz betonove, nekaj obrazov je bilo znanih, tam smo skozi srečevali. Nikoli niso tekli, tokrat so tekli nekam. Skratka, neka panika je bila takoj v zraku in zdaj potem, ko je kolona prišla do centra, do predskupščine, je bilo tam že po centru Ljubljane so vsa dvorišča polna teh posebnih enot milice, ki so jih mobilizirali in videli smo, kako so jih tudi zadaj vozili na dvorišče za skupščino, v tisti notranji kare, kjer so se pač bali dole v takratno skupščino. Zdaj, to je bilo prvič, da sem jaz videl, pa moje tudi prvič, odkar je režim obstajal tam po letu 1945, da so se temelji vidno zatresli. Zakaj? Zaradi tega, ker je celotna uradna paradigma režima je temeljila na diktaturi proletariata. In partija je formalno navzven vlekla svojo legitimiteto iz tega, da je elita, avantgarda delavskega razreda, ustvarjalnega dela družbe, ki ustvarja vse, kar se dogaja, in da ima zato pravico, da vlada in tako naprej. Vse se je vedelo, da to ni res in tako dalje, ampak videlo se pa ni, ker se ni smelo videti. Zdaj se je pa to prvič videlo. Oni so imeli večje probleme z to stavko, kot z 57. številko Nove revije, kot z alternativnimi gibanji, ki so se takrat porajali in tako naprej, ker tisto so pač mirno poimenovali za meščanski odklon, za ultralevičarski odklon. Kako boš pa poimenoval upor delavcev, če se pa sklicuješ, če svojo oblast formalno gradiš na njih, ne? Zato tudi seveda v tistih, kot zdaj beremo po arhivih, oni so stavki rekli stavk, ampak prekinitev dela ali pa nezadovoljstvo z odnosi, kako so okolišli. In tudi to, da je takrat Tomšič govoril o stavki, da se je govoril o stavki, že to je bilo bogokletno. Kakšna stavka v socializmu ni stavke? Kako bo delavski razred, ki je na oblasti, stavkal proti sebi? To je bilo nelogično in zaradi tega je bilo to taka panika. Zdaj, drugi tak primer, ko se je videlo, da jih je tega strah, recimo je bil nek obisk, ki ga je imel kasneje odbor za varstvo človekovih pravic pri teh glavnih takratnih slovenskih politikih. Zdaj, edino, česar so se bali, so bili železničarji. Da ne bi slučajno železničarji stavkali, ker to je pač nemogoče skriti. Ker če vlaki stojijo, prometa ni, kaj boš pol? Vsa ta propagandna orodja, ki so na voljo, ne zaležejo več. In seveda ta litostrojska stavka je s tem, ko so šli ali pa ko ste šli ven na ulico pred skupščino pol Cankarjev dom, ki so ga ponudili za to, da bi bila seveda zadeva obvladljiva. Ker se je bilo takrat mrzlo, megleno, neprijetno vreme, ampak vseeno, če bi vztrajali pred skupščino še en dan, tam bi se zbralo 10.000 ljudi. To je bilo zelo vnetljivo. To je bil čas, ko se je videlo, da je Jugoslavija razpadla, ni perspektive, da je treba nekaj narediti. To je bil čas, ko se je že vedelo, da je solidarnost na Poljskem kljub državnemu udaru še vedno živa, da bodo spremembe in je bila stvar zelo vnetljiva. Tudi, če zdaj beremo zapisnike iz tistega časa teh partijskih organov,
res je bila panika, ne? Niso, jasno, angažirali so represijo, mobilizirali so te posebne enote, milice po celi regiji, ne samo v Ljubljani, oklepniki, vse je bilo pripravljen, JLA so klicali na pomoč, če bo treba. Samo vseeno, zadeva je šla pač na ulico, je šla med ljudi, tega ni bilo možno spregledati. Vem, da so tam po Celovški, smo še pol malo gledati, ko je kolona dol prišla, pač ne samo fotografi, takrat ni bilo teh pametnih telefonov, da bi vsakrat tako slikal. Ampak ljudje so vseeno, iz oken se videlo, iz blokov, so z fotoaparati slikali, kaj se je dogajalo. Po moje tam na tem pohodu dol do centra nastalo na tisoče fotografij z klasičnimi aparati. Vedelo se je, da to ne bo ostalo tam, da je to dogodek, ki mu morajo nekako tudi propagandno obvladati, brez tega, da ga skrijejo, da ga zanikajo. In ta vest je pač potem šla. Preprečili so, da bi se pač, so rekli, v enem zapisniku, ko sem bral, potem je pisalo, če se študentarija pridruži delavcem, pol pa bo to eksplozija. In sem videl, so pol tam delali že neke zapore na tej večni poti proti študentskemu naselju. Čeprav ni kazalo takrat, da bi se študentarija pač zbudila. Skratka, to so preprečili, da bi stvar eskalirala. Takrat v neko širšo protirežimsko vstajo, tudi verjetno ni bil čas, še zrel, glede na to, kaj je bilo takrat v Jugoslaviji tudi okolj. To je bilo pred padcem Berlinskega zidu, to je bilo pred žametno revolucijo na Češkem, to je bilo pred padcem meje na Madžarskem, pred temi spremembami, skratka je bila železna zavesa, je še trdno stala, ruski tanki so bili še pač pripravljeni za intervencijo, Varšavski pakt je imel Gorbačovu takrat še vedno načrte za intervencijo po vzhodu. No, tisto, če pa niso uspeli preprečiti, je pa to, da Slovenija ne bi izvedla, da se je to zgodilo, da so delavci ostali in da se jih ni dalo zatreti, da so z nekaterimi zahtevami tako ali drugače uspeli. Da stavka je, da skrajšam z to litostrojsko vstajo, je stavka postala del uradnega besednjaka. Tudi novinarji so pol govorili na nacionalki, naenkrat ne več o prekinitvi dela, ampak že kar tako, tisti najbolj pogumni o stavki in pričakovalo se je, da bo na tej podlagi zrasla tudi politična pobuda in tudi to je pač Tomšič dal z tem iniciativnim odborom za ustanovitev Socialdemokratske zveze, stranke zveze. Zdaj, to, kar je pa v tem sledilo, je pa tudi zanimivo, ampak našli to že kasnejših vprašanj, kako so mnogi, ki so bili takrat poklicani, da pridejo zraven pa pomagajo, ko so videli, da gre za res, da ne gre več za pisanje člankov, da gre za akcijo, pa je vnema skopnela. No, moje naslednje vprašanje za vas pa je, gospod Janša, odločitev o ustanovitvi iniciativnega odbora Socialdemokratske zveze Slovenije pa je posledično pripeljala tudi do vaše aretacije leta 1988. Kako ste istega leta videli še stavko pod vodstvom gospoda Slavka Kmetiča na železnicah, ko so vsi ti dogodki končno pričeli voditi v demokratizacijo Slovenije? Pod vplivom teh dogodkov pa ste se še verjetno odločne odločili, da boste somišljeniki naredili vse, da se to poniževanje Slovenk in Slovencev končno preneha po 45 letih. Zdaj, tisti, ki hoče bolj neposreden pogled v ta čas, ki ste ga zdaj s parimi stavki opisali, tiste vabim, da si preberete v knjigi 8 let pozneje ali po knjigi 25 let pozneje v obeh knjigah oziroma v obeh zbornikih je ta dokument objavljen. Zapis sestanka v Tacnu.
zapis sestanka vrha takratne državne oziroma republiške slovenske represije, ki so ga sklicali spomladi leta 1988 v tem policijskem centru za usposabljanje v Tacnu. Sklical ga je Tomaž Ertl, takratni sekretar za notranje zadeve, glavni govornik je bil takratni šef partije in komiteja za družbeno samozaščito Milan Kučan. In na sestanku, kjer so bili vsi šefi UDBE, vsi šefi uprav za javno varnost, vsi šefi teh posebnih enot milice, sta oba, eden bolj kot je rekel, strateškega vidika, drugi pa bolj operativno. To je bil tajen sestanek, ti zapisnik je imel oznako državna tajnost, dokler pač še 25. ni bil objavljen. Tam sta jim zelo natančno razložila, zakaj gre pri teh dogodkih, z imeni in priimki ljudi, z poimenovanjem, ne tako, kot je pisalo v Delu takrat, ali po komunistu, malo kolpa, ali pa kot je bilo dovoljeno govoriti, ampak zelo egzaktno. To je kontrrevolucija, to potanje v Cankarjevem domu na teh okroglih mizah je fašizem, potrebno bo, kot je rekel, špice porezati, ponekod uporabiti drugo taktiko. Skratka, tam je bilo dano navodilo za to, kar se je kasneje dogajalo, vključno z našimi aretacijami in tako naprej. Tisto, kar so pa spregledali, so bila pa znamenje časa. To je bil čas, ko povsod po Evropi vrelo. To je bil čas, ko je Sovjetska zveza bankrotirala in ni mogla več vzdrževati režima, kaj šele celotnega Varšavskega pakta. Ta vojna zvest, ki jo je začel Ronald Reagan, je iz njih potegnila zadnje rezerve in je imperij finančno propadal in do političnega in formalnega kolapsa se je samo še odštevala. To se ni videlo, to se ni vedlo, ni bilo benga, ki bi takrat rekel, čez eno leto bo padal Berlinski zid, ampak znamenja so bila nekako v tej smeri in seveda veliko Slovencev je to znalo prebrati. Neki testi so bili narejeni z železničarsko stavko, z litostrojsko stavko, za kar se je vedlo. Hkrati pa je bilo leta 87 do pomladi je bilo nekaj 100 manjših stavk po Sloveniji, ki so jih sicer uspelo obdržati v anonimnosti in se ni vedlo, pač mediji o tem niso poročali. Ampak ko so oni videli te statistike, najbrž bi to moralo nekaj povedati, pa jim pač ni. Skratka, oni so mislili, da bodo s tem, ko bodo, kot so rekli, špice porezati, pa ljudi zaprli. V Sloveniji povzročili tak strah, da bo stvar zaključena. Pa še v Beogradu bodo dokazali, da so na liniji, da niso šibki, da tukaj ne gre za neko koketiranje partijskega vrha z kontrrevolucijo. Seveda pa je bila reakcija takšna, da je presenetila vse. Ljudje se niso prestrašili, ampak so prišli na Kongresni trg, na Roško in pač slovenska pomlad je pognala cvetje. In potem so na tem polju dejansko zrasle nove zveze, tudi Socialdemokratska zveza in sledil je proces, ki mu danes pravimo, nekateri pravijo svobodne volitve, jaz pravim večstrankarske volitve, ki so bile sem delno svobodne. In če je bile popolnoma svobodne, je danes Slovenija drugačna. Ne je bila v tej situaciji, v kakršni je. Takrat je bil izvirni greh narejen, ker so si komunisti pridržali zbor združenega dela zase. Demos je se dobil v ostalih dveh zborih skupaj dvotretjinsko večino, tako kot so jo dobile te nove politične sile povsod drugod po vzhodni ali srednji Evropi. Drugod so lahko sami spremenili ustavo in naredili neko formalno tranzicijo. V Sloveniji pa to ni bilo možno. In zaradi tega je
potem prihajalo do situacij, ko so skoraj preprečili tudi slovensko osamosvojitev, ko je bil Demos Talec takratne proti slovenske opozicije v veliki meri, ko do zadnjega dne nismo vedeli, da bomo sploh dobili novo zastavo. In če ne bi poskrbeli za to, da je bila Slovenija pripravljena na ta korak, tega tudi dejansko ne bi bilo. Ta čas ali pa ta del dogajanja, o katerem danes govorimo, je bil ne samo sestavni del demokratizacije Slovenije, in to je tudi sestavni del slovenske osamosvojitve. Ker če vsega tega ne bi bilo jasno, ne bi bilo tega, kar je potem sledilo v smislu tega, da smo si vzeli pravico do samoodločbe resno in jo tudi izpeljali. Gospod Slavko Kmetič, nam lahko sedaj vi poveste, kako ste videli to stavko, ki jo je v Litostroj izpeljal gospod Francet Tomšič in ustanovitev iniciativnega odbora Socialdemokratske zveze Slovenije. Zanima me tudi, kako je ta stavka v Litostroju vplivala na snovanje in pripravo stavke, ki ste jo pa potem vi leta 1988 organizirali na železnicah. Ja, hvala za besedo, tudi z moje strani lep pozdrav. Jaz bom šel mečkam še nazaj. Kriza se je začela 1980 leta in to silovito, kajti 1979 leta so bili zadnji tuji krediti, takrat bi morala država Jugoslavija odplačevati glavnico, pa je ni, in takrat se je dotok tujega denarja posojil ustavil. In če je bila prej inflacija letna nekje 3, 4, 5, 6, 7%, nekje v teh okvirih se je gibala, je kar naenkrat 1980 leta bila 30%. Konkretno potem leta 1987, ko so stavka, je bila že 100%. 88 leta 250% in je potem to rapidno naraščalo. To se je v bistvu izjemno odražalo predvsem tudi na železnici, kajti mi smo imeli dva problema. Kljub temu, da smo imeli 10. koridor, mi smo tle vozili 12-13 milijonov ton tovora iz Grčije, iz Nemčije v Grčijo in tle je bilo ogromno prevoza, se pravi, bi mogla železnica cveteti, denarja dovolj, da bi obnavljali tire in danes smo drugačno železnico, kot jo imamo, pa tega denarja ni bilo. Kar se pa tiče plač, je bilo pa problem v tem, da so imeli družbeni dogovor tak, da je bilo rečeno, da po tem, ko gospodarska zbornica Slovenije objavi, kakšne so bile plače v Sloveniji, to je bilo vsake 3 mesece, potem lahko se dvigne tudi plače na železnici, ob tem, da veste, da so bile včasih 3 vrste reguliranih cen. Eni so lahko svobodno formirali cene, eni so z dovoljenjem lokalnih skupnosti, ene so bile pa državno regulirane cene, konkretno kruh, mleko, tudi železnica je pa država postavljala. In mi smo tudi s temi cenovnimi nesorazmeri drastično opadli, tako da je standard železničarja in strojevodi od leta 80 do 88 padel, lahko rečem, za 80%. Naspram tudi ostalim v Sloveniji. In mi bi že v bistvu v stavko šli 81, ampak to ni bila firma. Ker če bila to firma, bi verjetno jaz to lahko že 80 leta stavko. Se upravičujem, da sem mogoče mečkam tako, ampak kako zdaj to v bistvu ustaviti. Tako da to vretje na železnici je bilo že praktično intenzivno od 80 leta naprej. 87 leta, ko smo, hvala Bogu, videli zgodbo, da se tudi v Litostroju, vedeli smo pa tudi, da so bile prekinitve dela tudi drugod po Sloveniji. Tega je bilo cirka do 88 leta čez 1500, ko sem enkrat prebral informacijo, ob tem, da to zdaj strogo brišejo. Kup arhivov, ki so govorili o teh zadevah, je danes večinoma zbrisan, tako da to mračno zgodbo, propada socializma, oni brišejo, ker hočejo mladini pokazati, kako je bilo včasih fajn, ki bo zdaj vse slabo. Tako da to so grozljive stvari in hvala Bogu, da imamo tako večer, da lahko živo povemo, kaj se dejansko dogaja. No in 87 leta, absolutno, pri nas je bilo to vzdušje dobro, če so oni, moramo tudi mi. No in v bistvu to je samo pojačalo naš tempo, da smo potem 88. decembra, sploh leto dni, po tej stavki speljali tudi našo stavko, ampak naša je bila le specifična. Če se tam ustavili delo vsi v eni firmi, smo mi predstavljali samo v bistvu strojevodje. Kajti ta sindikat, režimski, je bil atomiziran, da smo imeli tozde, konkretno strojevodje smo bili razdeljeni v 5 tozdov.
Ne? In dejansko med nami ni bilo nobenih kontaktov. Jaz sem poznal samo Ljubljančane, 500 strevodi od 1500 in mi smo imeli preko eno zgodbo, že en zdrav sindikat na osnovni organizaciji, vsi drugi ga pa niso imeli. Ne? In tudi v bistvu, jaz sem lahko srečal Mariborčana v Mariboru, v Dobovi ali kjerkoli, da bi se pa tako dobovali skupaj kot v firmah, pa tega ni bilo. Ne? In zdaj, kaj narediti, kako to v bistvu narediti, da bo zadeva laufala, ker tle se mi pa preko ene spontanosti ali pa improvizacije nismo smeli prevožiti. To so bilo pa človeško življenje, to so vlaki, to so potniki, to je tovor, to je ogromno enih stvari in je ta, rekel, vprašanje, kako to speljati, vedno tehtali. K sreči, no, ali pa tudi ne, je pa nekje v septembru mesecu v delavski enotnosti išel en članek za tako imenovanimi stavkovnimi pravili. Kajti tudi režim je videl, da tako več ne gre naprej, ne, spontanih prekinitev dela je bilo ogromno, ko je prišla partija v firmo, se ni imela s kom pogovarjati, delal so se enostavno 15. v mesecu, ko so dobili slabe plače, s katerimi niso mogli preživeti, ustavili delo in potem je bil par dni kaos, sicer so potem to uredili, inflacija je to izničila, karkoli so dobili, so potem čez en mesec izgubili preko inflacije, ne? Ampak so pa rekli, moramo to urediti. No in zadnjič so pogovarjali v Ljubljani z Jožetom Stegnetom, on je bil direktor delavske hranilnice, bil pa je tudi v danem času član predsedstva Zveze sindikatov Slovenije. In on pravi, da so trije predsedstvo napisali samostojno, mimo volje predsedstva, Miha Ravnik je bil predsednik, pravila, ki jih je delavska enotnost objavila. No in tu mi tudi reče potem, da je kmalu po tistem, ki je bilo to objavljen, ga pa njega pokliče Milan Kučan, in ga kot otroka ne skritizira, kaj se pa gre, da piše stavkovna pravila. To mi je zelo rekel 14 dni nazaj v Ljubljani, ko smo se slučajno srečali. Zanimiva zgodba. Ne? Ampak ta stavkovna pravila se nam pa daje v bistvu eno podlago. Ne? Mi smo bili pa, kar se tega tiče, drugačna zgodba. Če so Litijske stroje ustavili spontano in se je bolj odvijala zgodba zaradi hrabrosti Franceta Tomšiča, ki je bil tudi v tujini zaposlen, poznal je, kako deluje zahodni sindikati, poznal je, kako deluje socialdemokratska stranka v Nemčiji, kateri član je tudi bil, ne? In je lahko v bistvu v danem trenutku povedal te stvari, ki so danes zgodovinske, ki so veliko prepravljala stvari naprej v to našo zgodbo. Pri nas pa temu ni bilo tako. Smo mogli pa mi 14 dni prej po teh stavkovnih pravilih to stavko najaviti. In jaz sem bil prvi v Sloveniji, ko sem kot stavkovni odbor podpisal z imenom priimkom. In mi smo tudi v tej stavki, da smo zavarovali konkretno mene, smo rekli, ta stavka se začne 27. decembra ob 6:30 nepreklicno, ustavili lahko samo moj glas, to bo v primeru, če bi mene med tem časom zaprli. Ker te 14 dni pa ta stavkovna pravila, ki še danes veljajo, kajti na osnovi teh stavkovnih pravil je potem Zvezna skupščina sprejela zakon o stavki, ki je eden redkih zakonov, ki še danes velja skoraj kompletno takšen, kot je bil napisan v Jugoslaviji. No in v bistvu v 14 dneh smo mi ponudili roko, da se v bistvu za poslovodstvom dogovorimo, da do stavke ne pride. Ker tega odziva ni bilo, konkretno smo mi potem zadevo speljali tako, da smo en dan pred stavko, se pravi v ponedeljek, v nedeljo popoldne smo prišli centralni stavkovni odbor, iz cele Slovenije so prišli strojvodje, po dva iz Maribora, 2 iz Divače, 2 iz Jesenic, ob tem so bili pa v Mariboru, Divače, pa to pa stavkovne odbore in ti fanti, ki so bili zraven mene, so preko privatnih telefonov, ker so nam zaprli vse železniške linije, vse se nas blokirali popolnoma, so imeli komunikacijo z stavkovnimi odbori na terenu, ob tem, da smo čakali do 8 zvečer, bilo je čez 30 novinarjev v našem rdečem kotičku, Vilharjeva 2, danes pa tam Emonika, če bo to delovala. No in ker generalni direktor se ni odzval, njega so iskali novinarji na sedežu kolodvorski slovenskih železnic, odnosno tedanjega železniškega gospodarstva, on se je skril v stranišče pred novinarji in potem ob 8 zvečer bila dana komanda, zjutraj ob 6:30 se stavka, da še nepreklicno, s tem, da smo mogli tudi tako spalati, da tisti vlaki, ki so bili na progi, s potniki s tovora so pripeljali do končnih postaj, vlaki, ki bi morali pa začeti ob 6:30 voz, so pa vsi obstajali. Razen parih vlakov, ki so jih vozili tako imenovani stakokazi, tako da prvih 6 ur je nekje v Sloveniji promet še deloval, potem se je pa zgodba začela ostavila. Tako da to smo potem, lahko potem še nadaljevanje povem, da nam predolgo. Hvala. Ja, no, opogumljeni stavkovnih strojev vam je to verjetno vlilo dodatnih moči. In ste tudi sami še pogumneje stopili v bran delavcev, proti takratni totalitaristični oblasti, ki je bilo za delavce malo mar in so gledali samo na svoje koristi.
Zanima pa me tudi, če ste vi v tistem času že poznali gospoda Tomšiča ali so se vajni poti srečali kasneje? No, jaz sem njega spremljal preko te stavke, osebno ga nisem poznal. Tudi zanimivo potem, ne, ko se je ustanavljala Socialdemokratska zveza dedanja, jaz sem se en mesec predtem preko revije Mladina, ki je takrat bila prava, ne, Mutra je bila pristopna izjava, jaz sem se v bistvu učlanil preko pristopne izjave, je poslovne sedež, ki bi takrat, ne vem točno kje. Kako? Tako je, no. No in v bistvu, ampak jaz potem na sami skupščini nisem bil, ker tudi danes pa ne vem, to imam pa Luk na spominu, ali sem mogel voziti vlak, ali sem imel obveznosti zaradi, ker smo ustanovljali sindikat strojevodij, ali karkoli pač, v glavnem jaz takrat tam nisem bil. Sem bil pa hmalo po tistem kot predsednik sindikata strojnega osebja, to je bil prvi sindikat v tedanjem režimu ustanovljen, na en način kooptiran v vodstvo Socialdemokratske zveze in tam sem ga potem spoznal in mirno smo intenzivno potem sodelovala, ko je on v marcu mesecu ustanovil Konfederacijo Neodvisnost pri ustanavljanju sindikatov v Zasavju in tam smo potem začela že prej normalno v predsedstvu, potem smo bila skupaj v poslanski skupini, oba smo bila v družbeno-političnem zboru. Danes so nažalost od teh 6 poslancov 3 že pokojni, se pravi France, Katja Boh, pa Vito Drh Pukl, tako da mi imamo to, kar se tega tiče, največji osip z tega vedika. Bili smo tudi dejansko najbolj produktivni, kar se tiče osamosvojitve in jaz sem ga v bistvu spoznal po tej stavki, predtem pa ne. Gospod Jože Arčulj, za vas pa vemo, da ste litostrojsko stavko doživeli čisto od blizu in da ste bili tudi sami le del tega dogajanja. Zaradi tega me zanima, kako ste vi do tistega za takratno oblast usodnega 9. decembra leta 1987 videli delovanje sindikatov znotraj Litostroja in sindikatov v različnih podjetjih po Sloveniji in kako ste po tistem prelomnem dnevu skozi oči delavcev videli ta odločen nastop gospoda Franceta Tomšiča proti takratni oblasti. Gledajte, jaz bi zdaj o stavki, sem že veliko govoril, ne bi direktno o stavki, bi pa se celo točil na delo Tomšiča pri ustanavljanju sindikata demokratičnega. No in ker nisem tako govorc, kot je gospod Janša, pa tudi profesor nisem, pa da ne bi kakšno misel spustil, bom prebral, pa tudi hitreje bom. Ko smo leta 1987 postavili stroje in prekinili delo v Litostroju in smo se delavci v tisti mrzli zimi podali pred parlament, zato da bi uveljavili svoje pravice, pravzaprav še nismo vedeli, da smo bili del zgodovinskega dejanja, ki bo postavil temelje sindikalni prenovi konec 80-ih let. Čeprav sem to že večkrat povedal, je morda nekaterim med vami ni znano, da smo delavci takrat zahtevali dvig plač za 50%, razrešitev vseh direktorjev TOSD-ov, razrešitev konference sindikatov Litostroja, vseh sindikatov TOSD, ter demokratično izvolitev novega sindikata, ki ne bo odvisen od partije in vodstva podjetja. Zahtevali smo tudi ukinitev dodatne stimulacije za izbrance, ter ob tem dodali, da v primeru, da to ne bo upoštevano, izvedemo ponovni protest pred skupščino parlamentom. Od 5 postavljenih stavkovnih zahtev v času letos stavke je bilo resničeno samo prva, pa še ta ne v celoti. Plače delavcem so se zvišale za 25%, vse ostale zahteve pa so ostale v zraku. Toda to sedaj niti ni bistveno. Bistveno je, da smo v tistih svinčenih časih, ko je bilo pravzaprav nepredstavljivo, da bi se kdo uprl komunističnemu vodstvu in se strani komunistov nastavljenim direktorjem glasno zahtevali svoje pravice. V litostrojski stavki takrat še niti vedeli nismo, da je bila to stavka, saj tega izraza sploh nismo poznali. Smo pokazali, da se znamo postaviti zase, za svoje pravice in da jih znamo to storiti mirno in dostojanstveno. Vse to pa nam je uspelo tudi zaradi Franceta Tomšiča, ki je demokratično prevzel vodstvo nas delavcev. Danes se sprašujem, kaj bi se zgodilo, če Francet Tomšič takrat ne bi prevzel vajati v roke in nas vseh tistih množice delavcev modro in odločno usmeril ter pripeljal tisti dan in tudi dneve, ki so sledili stvari do konca. Ne bom zahajal v vse podobnosti litostrojske stavke, tudi po njej je in po zboru delavcev v Livarni Litostroja nekaj dni kasneje so na področju sindikalnega gibanja stvari zastale za dobri 2 leti. Francet Tomšič je bil v tistem času šikaniran, nadzorovan strani UDBE
Imel je vrsto težav zaradi svojega delovanja v svojem poklicnem življenju. Toda družbene razmere širše v Evropi so se spremenile in so se konec 90-ih let po padcu Berlinskega zidu toliko spremenile, da je Tomšič lahko začel aktivno demokratizacijo sindikatov. Na koncu te prenove in po njegovi nasilni izključitvi sindikata mi je Tomšič večkrat resignirano dejal takole: če bi takrat, ko sem se boril proti boljševikom, vedel, da se bodo dogajale takšne stvari, kakršne so sedaj, se v to ne bi spustil. Toda problemu si sedaj na kratko potek njegovega demokratičnega sindikalnega boja ter vzpon in propad njegovega prvega demokratičnega sindikata. Od ustanovitve sindikata marca 1990 je bilo potrebno izhajati iz nič. In ko to rečem, resnično mislim, da dobesedno iz nič. V obdobju pred letom 90 je bil namreč sindikat nekakšen privesek partije, ki je deloval brez vsekakršnih pravnih aktov in brez tega, da bi se lahko delavec svobodno odločil o včlanitvi vanj. Ob zaposlitvi je bil vsak avtomatsko vključen v Zvezo sindikatov Slovenije in Jugoslavije, ne glede na to, ali je imel takšno željo ali ne. Sindikati tistega časa so takrat skrbeli predvsem za počitniške kapacitete delavcev in pa ozimnico in ozimnice. Lahko bi rekel, da so bolj delovali kot neka skupnost za pomoč delavcem za prostočasne aktivnosti, niso pa se v ničemer posvečali pravicam delavcem, kot jih poznamo danes. Za naprimer ustrezne pogoje za delo delavcev, za pravice delavcev, plačila za delo, za njihove socialne pravice in tako dalje. Tega preprosto ni bilo. In tako je bilo torej treba ljudem najprej predstavljati, kaj sploh pomeni sindikat. V pravem smislu, kaj je njegova prava funkcija v nekem demokratičnem sistemu in seveda, kaj sploh pomeni demokratičen sindikat. Delo osveščanja o tem, zakaj in čemu je nujno potrebno novi sindikat, je moralo biti temeljito in učinkovito. Razlag o tem, zakaj je treba prekiniti se staro miselnostjo glede funkcij in delovanja starega sindikata, je bilo treba narediti mnogo. Ljudem bi bilo treba odpreti oči, da je včlanitev sindikat njegova pravica, ne pa nekaj, kar je njegova in da so stari sindikati preživete strukture, ki jih ne potrebujemo več. Toda niso vsi razumeli in niso bili vsi tako hrabri, da bi se odločili za takojšnjo včlanitev novih sindikat. Sam postopek včlanitve poteka tako, da se je bilo potrebno napisati izstopno izjavo iz starega sindikata, ter jo postati vodstvo sindikata, kjer si bil zaposlen. Nato pa napisati pristopno izjavo z vsemi podatki za včlanitev v novi sindikat. Pristopne izjave smo na začetku pošiljali neposredno Tomšiču. Lahko bi si predstavljate, da so si v tistih časih kaj takšni upali samo pogumni, saj nihče ni vedel, kaj bo sledilo njegovemu izstopu iz starega sindikata. Nekateri se zato niso upali izpisati in so bili člani tako starega od novega sindikata. Toda ideja o demokratičnosti in o demokraciji, o vlogi narodnega sindikata je bila pred nami in težko bilo zaustaviti to gibanje, ki se je rojevalo in ki je nadaljevalo svoj pohod med delavci različnih podjetij. Postopoma se je članstvo povečevalo. Kasneje, ko je Tomšič poskrbel, da kot izvoljeni poslanec pripravil ustrezno zakonodajo o sindikatni reprezentativnosti, o sindikalnem organiziranju, je po podjetjih in zavodih imenoval sindikalne zaupnike, to je bilo po novi zakonodaji možno. Sindikalni zaupniki, ki so pridobili vsaj še dva pridružena člana, so lahko sklicali ustanovni zbor sindikata, na katerega so bili vabljeni tudi ostali delavci posameznega podjetja in ki so potem tudi uradno lahko ustanovili sindikat. Kot rečeno, tako se je sindikalno gibanje širilo, tako postalo že tako veliko, da se je bilo potrebno tudi na državni ravni ustrezno organizirati. Tako je Franc Tomšič imenoval regijske predsednike sindikata, ti pa so nato s pomočjo Tomšiča in predsednikov že ustanovljenih podjetniških sindikatov po regijah ustanovili regijske sindikate. Teh je bilo 9, nato so se na ravni države ustanovili sindikati po panogah. Panogih sindikatov je bilo ustanovljenih 20. Prej sem omenil, da so stari sindikati delovali brez vsakakršne pravne podlage. Tomšičevi sindikati, tako na ravni podjetja, panoga oziroma regije, pa so bili uradno registrirani s statutom in pravili delovanja, pa tudi s pravili glede plačevanja članarine. Uradno registracijo je bilo potrebno opraviti na ministrstvu za delo oziroma na občinah, še kasneje pa na upravnih enotah. Kam je bilo treba dostaviti vse akte o ustanovitvi zapisnika ustanovnega zbora, statut, dokaz o številu članstvo in potrdilo odprtju računa na banki.
Jasno se je torej vedelo, kakšne so pravice in dolžnosti članov sindikata, saj je, kaj je tisto, zakaj je sindikat ustanovljen, zakaj si bo sindikat prizadeval, ne pa tako kot pri starih sindikatih, ko je bilo njihovo delovanje zavito nekakšno meglo in ko niti nisi prvo vedel, čemu služijo. Članarina je v Tomšičevem sindikatu se plačevala najprej 0,4, nato 0,6% od neto plače. 40% članarine je ostalo firmam, 20% regijam, 40% pa republiškemu sindikatu. France je iz tega naslova plačeval plače zaposlenim na republiški ravni in v regiji. Delno pa je s članarinami pokril tudi stroške predsednikov panognih sindikatov. Razdelitev finančnih sredstev pridobljenih ze strani članarin je bilo vodeno centralistično, pa tudi sicer je France sindikate vodil centralistično. Takšen centralizem pa ni bil povšeči predsednikom regij. Zahtevali so, da bi regije imele status po samostojne pravne osebe in da bi se članarina delila na način 40 osnovnemu, 60 regijam, le te pa bi na to odveli 10% republiških sindikatov. Takšna razdelitev sredstev bi pomenila, da bi se sredstva za to stvarala le za plačo predsednika in fikus. Takšne spremembe statuta France Tomšič ni dovolil. Predsedniki regij so na to našli še vrsto drugih razlogov, zakaj je bilo treba Franceta na čelu republiškega sindikata zamenjati. Zanje je bil France preveč avtoritativen. Govorili so, da sprejema sklepe brez organov in jih še na to potuje na organih. Očitali so mu, da ne plačuje sindikalne članarine, kar pomeni, da posledično sploh ni član sindikata in da zato ne more biti več predsednik. Predsedniki regij so Tomšiču očitali tudi odpoved pogodbe po federalno pred vključenim članom sindikata železnic. France pa je v sindikatu železničarjev odpovedal pogodbo po predelovanju meni osebno zato, ker je ugotovil, da je na železnicah prisotna udba. Toda vsi ti očitki predsednikov regij, ki se jih je naštel, so bili nekako javni očitki Francetovemu delu, ki so po njihovem mnenju pili po njegovi zamenjavi. Dejstvo pa je, da je bil France zaradi pokončnosti in zahteva po demokratičnostnih spremembah in sindikatu moteč. Kdo je sozadnje dal naročilo, da je treba Tomšiča na čelu sindikatu razrušiti, še takrat ni vedelo in tudi danes lahko samo predvidevamo. Verjetno pa to ve, ali pa je bil med njimi vsaj kdo od sedmih pučistov, ki so vodili postopek njegove razrešitve, ali pa kdo iz takratne udbe na železnicah. Znano je, da je imela udba takrat svoje lovke vsepovsod. Teh 7 pučistov, ki je vodilo postopek razrešitve Tomšiča, je preklicalo odpoved pogodbe s konfederalno priključenim železničarjem pod pretvezo, da združujejo sindikat in da bodo tako močnejši. Na kongresu je bil za predsednika na mesto Tomšiča izvoljen prav moj nadzornični sogovornik Slavko Kmetič. Potreben je bil tudi statut, ki je bil narejen po meri pučistov. Že takrat sem bil mnenja, da bo Slavka Kmetiča pučisti zvabili za svoje robote. Petriču sem takrat to tudi povedal. Morda se spomni, dejal sem namreč, da je vse to, kar se pučisti naredili, igra in to samo zato, da se odstrani Tomšiča z funkcije predsednika sindikata. Rekel sem mu še, da bodo pučisti po pol leta odstranili tudi njega in da bodo iz svoje sredine odstranili tudi sindikat železničarjev. To se je tudi zgodilo. Postopno je prišlo na dan, da je bilo vse režija in da je bilo vse potrjeno zgolj enemu cilju. Uničiti Tomšiča in njegov demokratični sindikat, ter vzpostaviti sindikalno enoumje, kot smo ga bili vajeni pri starih sindikatih. In to vse le zato, da so si lahko predsedniki regij s sindikalno organiziranostjo po lastni meji polnili svoje žepe. Naj kot zanimivost povem, da tisti 10%, ki bi jih regije morali plačevati republiškemu sindikatu po statutu, tega niso počele in da je republiški sindikat finančno reševal ljubljanske regije, ki je bila takrat najmočnejša. Z odstranitvijo Tomšiča s čela sindikata je bilo realno konec prvega demokratičnega pluralnega sindikata v Sloveniji. Čeprav je sindikat formalno postajal še naprej. Tudi danes ta sindikat še obstaja, a to bi v isti rok kot ostali sindikati, ki so izgubili sleherni kompas, ker se ne borijo več za pravice delavcev, ampak ponovno postajajo podaljšana roka vladajoče tranzicijske levice, ki svoje glave dvignejo samo, kadar grozi prevzem oblasti s strani desnih političnih strank. Na nekdanjem Tomšičevem sindikatu so danes, kolikor vem, le še 3 regije. V njem so tudi nekaj panognih sindikatov ter nekaj po pogodbi združenih. Totalni razpad tega sindikata je rešil zakon Janševe vlade leta 2006,
ko je razdelil sindikalno lastnino 7 sindikalnim centralam, saj je s prodajo KNS za neodvisnost dobilo okoli 300 000 evrov in še je ostalo za prodajo do sedaj, tako da je bilo v bistvu še danes obstajajo, ker se je članstvo zdaj kar polovilo. Nakratko sem orisal spomnim propad tega našega prvega demokratičnega sindikata. Glede na naslov današnje okrogle mize, ne vem prav dobro povedati, ali je ta razpad krivo ozadje tranzicijske levice, ki je prišepetavalo po čistom, ali pa so pravzaprav poskrbeli pohlepni apetiti posameznikov, tudi dejstvo je, da sindikat po grobi odstranitvi njegovega ustanovitelja Francija Tomšiča ni bil več tisto, kar je bil ob njegovi ustanovitvi. Hvala. Ja, gospod Arčun nam je nanizal kar nekaj zelo zanimivih podatkov. No, kot vsi vemo, pa je gospod France Tomšič nekaj let preživel v Nemčiji, in to zahodni, kjer je zelo dobro spoznal, kaj pomeni demokracija. Zaradi tega si je ob vrnitvi v domovino vse skozi prizadeval za demokratizacijo in te temelje jasno postavil leta 1987. Sedaj pa bi imela vprašanje za vse tri naše goste. Velikokrat lahko slišimo, da je k njegovemu odločnemu nastopu v takratni stavki in ustanovitvi tako iniciativnega odbora Socialdemokratske zveze Slovenije in kasnejši ustanovitvi stranke s svojimi aktivnostmi pripomogel Lech Walesa, ki je leta 1980 v Gdansku na Poljskem vodil stavko tam zaposlenih delavcev. In ko se je ljudstvo prvič po robu postavilo takratni komunistični oblasti in so ustanovili gibanje Solidarnost. No, pa me zanima, kakšno je vaše mnenje, saj ste bili vsi tesni sodelavci gospoda Tomšiča, glede tega, ali je to res, ali svoj entuziazem gospod France Tomšič črpal od kod drugot. Kajti v svojem intervjuju z doktorjem Damjanom Hančičem je povedal, da je v času bivanja v Nemčiji simpatiziral Socialdemokratsko stranko Nemčije, vendar se ji ni nikoli priključil. Ja, zdaj na ta vprašanje bi najlažje odgovarjal, če bi prebrali več zapisov Franceta Tomšiča, ker je sam opisoval to, ki je dobil ideje, kaj ga je navdihovalo, kar mu je bilo všeč v Nemčiji, kaj mu ni bilo. On je velikokrat v različnih priložnostih o tem govoril. Ni bilo vse objavljeno. Mi imamo v naših arhivih še vrsto neobdelanih gradiv, ki čakajo neke zgodovinarje, ki se bodo tega lotili. Nekaj je sicer v doslej išlih publikacijah, tiste najbolj zanimive stvari so pobrali ven, ampak veliko tega, kar bi bilo pač vredno objave in tudi recimo temu strokovne obdelave. Zdaj, potem, kolikor to jaz poznam, bi pritrdilno odgovoril na oboje. Seveda, France Tomšič je to, da je živel v Nemčiji, videl dnevno, kako se tam dogaja demokracija. Videl je, da lahko tam govoriš, pa kritiziraš oblast, ne samo na ulici, ampak tudi v parlamentu. Se pravi, da so različne stranke, da ljudje pač volijo svoje predstavnike in da ti potem zastopajo njihove interese tam, ker se sprejema zakonodaja. In tukaj je bila seveda pri njemu in pri vseh, ki so živeli v zahodnem svetu, zelo jasno opazna ta razlika, ta kontrast med tem, tukaj ena stranka, ena partija, veliko govora o demokraciji, svobodi, človek največja vrednota, socializem s človeškim obrazom, enakosti in tako naprej. V resnici pa smo imeli eno stranko, smo imeli bolnico Petra Držaja za partijske funkcionarje, letovišče na Brionih za partijske funkcionarje, posebne trgovine za partijske funkcionarje, kmetijsko posestvo v Gotenici, kjer so vsako jutro sveža jajca, pa zelenjavo, pa meso dostavljali po Murglah. In seveda tem je bilo, to se je takrat že vedlo, malo se je že govorilo, v mladinski časopis je o tem pisal. Ko ta kontrast je bil, pa tudi tisti, ki tega ni bral, je to pač na svoji koži občutil. Ko si šel čez mejo, čez Karavanke, že v Avstrijo,
se je tam malo bolj svobodno dihalo. Mnogi ljudje se doma niso bolj pogovarjali, ko so šli po praške, pa po kavo, so šli še na kavo, pa so tam kako rekli. Kot je bilo občutno in jasno, da je vsak videl tukaj razliko, tudi France Tomšič, in zato so bile tudi te njegove zahteve po tem, da je več strank, rekel jasno, on je iskreno to govoril, on je govoril na podlagi neke študije političnih sistemov, ki bi jih primerjal na papirju, pa na podlagi tega, kar je sam doživljal. No in seveda, ljudi, ki so, takrat je bilo veliko, mi smo jim rekli zdomci, v bistvu so bili kakih 200,000 Slovencev je šlo s trebuhom za kruhom v teh desetletjih ven in so prišli tudi nazaj, pa so se vračali nazaj in to vedenje, to spoznanje, kako je drugot in kako je pri nas, to je pač Slovenija obstajalo. Obstajal je pa tudi ta delno že podedovani strah pred tem, kaj se bo zgodilo tismu, ki bo to razliko skušal tudi odpraviti. Zato je bila eno govoriti o nedeljskih kosilih, kak je fajn v Nemčiji, pa v Italiji, pa v Trstu. Drugo pa kaj narediti. In zdaj veličina tega, kar je France Tomšič s kolegi naredil v Litostroj, je to, da so prišli od besed k dejanju. To, da so tvegali. Kako jih je videla oblast takrat, oziroma režim, res velja prebrati ta zapis iz Tacenskega sestanka. Tako da, ja, lahko bi se tudi kaj hujšega njemu zgodilo, nekaj poskusov je bilo. Takrat so se stvari to hitro dogajale, da se ni dalo več to kontrolirati. Ker 88 je potem dejansko tukaj nastal iniciativni odbor za socialdemokratsko stranko oziroma zvezo. Kmetje so pa naredili kmečko zvezo, spomladi 88 in pa zelo treba tudi z njimi ukvarjati. Pa ravno kar smo obhajali 30. obletnico 57. številke Nove revije. Ti teksti, teh 16 tekstov je tudi delovalo. V slovenski javnosti ni se stvar ustavila z izidom, pa z obsodbami, ampak bile so to fotokopirali, brali se je. Ni to bilo v enem večeru v slovenski javnosti, kot če bi bilo to predstavljeno na televiziji, ker pač to ni bilo. Ampak se je vseeno širilo in so se pogovarjali in enkrat je imelo udba polno del, ni moglo ukvarjati samo z parimi ljudmi. Tukaj je bilo razpadanje Jugoslavije, ki so jo slovenski komunisti, kar so slovenski komunisti tudi občutili kot grožno. Tukaj so se sicer zmotili, v samostojni Sloveniji je bilo glih tako fajn ali pa še bolj kot takrat, ampak takrat so se bali, da bo prišel nekdo, ki bo malo tudi za nazaj pogledal račune, da bo tradicija dejansko izvedena. Ko so imeli zadnji kongres, so gledali prenosi iz Romunije, kjer so zelo na hitro, kjer je bilo ljudstvo, ne bilo vojska, drugo vprašanje, ampak tistim, ki so prej vladali v imenu ljudstva, se je to ljudstvo sodilo, na precej drastični način in ta strah je pač takrat obstajal. Tako da, gledajte, in tudi to, da tudi to je bilo z obeh strani v tistem času del softvera oziroma del vedenja in seveda tudi kalkulacij in reakcij, to, kar se je dogajalo na Poljskem. Za Franceta Tomšiča in za vse tiste, ki smo razmišljali o tem, da je zadeve treba spremeniti kot pozitiven vzor, za oblast pa kot negativen. In če se Tomšiča takrat, kot vidimo v teh partijskih zapiskih, imenovali slovenski Lech Walesa, to ni bila pohvala. To je bila oznaka, ki je
bila oznaka grožnje za njih. Ne. Se spomnim, jaz sem takrat, ko se je zgodil ta vojaški udar na Poljske, 81. Sem bil ravno v vojski na stažiranju v JLA in ko smo te vesti poslušali, zgroženi, ne. Potem je pa prišel ta komisar oziroma major, ki je bil za politično pravne zadeve, kako se je že reklo, pomočnik, v bistvu komisar, ne. Ves sijoč in vesel, ne, češ, ne, vojska je naredila red na Poljskem, ne, to je za nas tudi neko vodilo, ne, kaj moramo mi narediti, če se bodo kakšne take ideje, kakšne solidarnosti pa to pojavlja pri nas. Ne. Tam pri njih ni bilo nobene dileme in smo tudi na koncu videli, kako se je jugoslovanska vojska postavila na to politično linijo. In jaz se spomnim, ko je France Tomšič nekem nastopu, že kasneje, ampak še pred volitvami, se pravi, pred volilnimi spremembami, je rekel, Slovenija bo suverena, ko bo imela v lastnih rokah meč in mošnjo. Puško in mošnjo, ne, se pravi, blagajno in vojsko. Ne. To se je slišalo takrat bogokletno, zaradi tega so ljudje sedeli, zaradi manjših izjav. Mene so drugič zaprli tam maja leta 1989 in sem bil tiste prve tedne, dokler ni bilo, oziroma dni, dokler ni bilo tega protesta in prebrane majniške deklaracije na Kongresnem trgu v Ljubljani na Dobu, v hudem bloku. No. Tam se srečal mnoge ljudi, med drugim tudi enega slikarja z Maribora, ki je zdaj že pokojni, ki je dobil 3 leta, in to doba, ne, se pravi, najstrožjega zapora, zato, ker je neki gostilni povedal vic o Titu. Jaz mislim, da je takrat, ko se je govorilo, ja, to je pa vic za 3 leta ali pa za 2 leti, mislim, da je to bolj šalo, da se to ne dogaja. Potem se srečal ljudi, ki so zaradi tega dejansko bili v arestu. To je bil formalno obsojen na 3 leta. To je, ne vem, to se nekdo ukrade iz banke milijardo, pa ne dobi 3 leta. Tako da, mogoče za 30 tažnost. Za milijardo pa ne. Ja, vete, to se vidim tukaj veliko udeležencev naše generacije, veste, te stvari iz prve roke, ampak če danes mladim to razlagaš, se jim zdi to nemogoče, nekaj oddaljeno, iz nekih filmov, ne, ki se jih niti ne gleda. In zaradi tega je potem ta jugonostalgična propaganda toliko uspešna, ker se ne ve, kako je to dejansko bilo. Zdaj imamo muzej novejše zgodovine, ima neko serijo, spremljamo malo to na omrežju, neko serijo razstav, včasih je bilo bolje. Stari vprašaj na koncu, ampak ja, včeraj so imeli predavanje na temo hitra modernizacija Jugoslavije od leta 45 do 65. Nekaj modernizacije je že bilo, ampak v tisti čas sodi tudi poročilo Aleksandra Vrankoviča v Zvezni skupščini leta 51 do 52, ker pravi, razredni boj je končan, zmagali smo od leta 43 do danes smo pobili 590 000, smo likvidirali 590 000 razrednih sovražnikov in več kot 3 milijone jih je šlo skozi prevzgoja v zaporih in delovnih taboriščih.
To so kruta dejstva, ne, mislim. Mi pa imamo državno institucijo, ki jo vsi financiramo, ne, in prireja danes simpozije na temo, včasih je bilo bolje. Tem 3 milijonom ni bilo bolje, 60 000 in še manj, ne. Tako da, to se lahko dogaja zato, ker je tukaj spomin ubit, ne, v veliki meri, se ne prenaša. Zdaj, še kdo, ki je to vse doživel, že malo pozabil, kako je bilo. In je to zelo lahko spodbuditi. To se dogaja tudi drugod po teh tranzicijskih državah, po srednji in vzhodni Evropi, Rusiji še posebej. Ampak ne s tako intenziteto kot tukaj. Tudi France Tomšič, mi se ga spominjamo, dvomim pa, da ga v šoli kdo omenjal, pri pouku. Zdaj, vsak dogodek, kjer so partizani bežali pred okupatorji, se bolj slavi, kot pa te stvari. To vodi v napačno smer. Zato je pomembno, da tudi o tem govorimo, da se o tem piše, pa da se stvari postavljajo na pravo mesto. In to iskreno, tako kot je bilo. Zdaj, gospod Erčul, pa Kmetič, lahko poveste, da je tudi veliko bojazni, veliko strahu, veliko tveganj, da si smeli družine. Ni bilo to tako enostavno, ni bila to neka avantura, ker bi bilo, to je en sam užitek, nekaj se je dogajalo, pa adrenalin, je bilo veliko strahu, pa še pol zvečer. Če si gledal takrat v dnevnik, malo da ne so pol začeli vsak dan napovedati državni udar. Se je vedelo, po koga bodo prišli, če se bo to dejansko zgodilo, in vedeli smo, da se to lahko zgodi. Dvomim, da je France Tomšič takrat kadarkoli mirno spal v tistih časih. Gospod Erčul, vi ste še nekaj? Jaz bi vam eno znamenitost povedal, glede Valenca pa Tomšiča. Če ne veste, Franc, ki je bil v Nemčiji, on je prišel 1977 v Litostroj. Prej je bil 50 let v Nemčiji in on je bil tudi preko, je v Nemčiji v prostem času raziskoval socialdemokracijo pa sindikalno gibanje. On je to proučeval, zato je tudi njemu bilo preko to pisano na kožo. Je pa, zato zanimivo sem je kdo povedal, je bil pa Valenca učenec Tomšiča. On je bil z njim skozi na vezi, ker Valenca, on je bil na Poljskem, tam so bili še po domač povedan še bolj zarukani, kot pri nas. In on ideje ni imel, ni to videl. In dejansko je Francel, so si dopisovali, kako ste delali, ne vem, ampak je dokaz temu tudi, ki ga je Valenca, ga je prišel kasneje tudi tukaj obiskati v Kamenk. To pomeni, da sta bila dobro na vezi in da je bil, čudno se sliši, čeprav je Valenca prej vsekal, kot pa Francel, samo Francel v Nemčiji pa ga je učil po domač povedan. Hvala. Gospod Kmetič, še vi? Ja, jaz bi mogoče samo tlele, kar je gospod Janša povedal o tem tacno, da to je malo vedel v bistvu, v kakšnem krizi je bila takrat Jugoslavija. Kučan je v tacno povedal eno, rekel, zdaj imamo mi, to je bilo leta 87, aprila meseca, zdaj so pogajanja z mednarodnim denarnim skladom. Če ne bodo uspešna, bomo imeli vojni komunizem. To je bilo 88. leta, ko je cela zahodna Evropa cvetela, ko je bilo blagostanje, ni bilo ne vojn, ne revolucij, ne požarov, ne potresov, nič, a država je propadala, da bi imeli vojni komunizem. Ker mi moramo vedeti, da potem, ko ni bilo več tujih posojil, je bilo v Jugoslaviji strahotno pomanjkanje deviz. A se spomnite zgodbe Gorenja? Gorenje je prodajal Avstrijo pralne stroje, zdaj bom karikiral v teh cenah, ampak to vedeli relacijo, za 300 mark, doma jih je prodajal pa za 1000 mark. In mi smo hodili v Avstrijo kovati Gorenjeve pralne stroje, ko smo za njih dali, ne vem, 350 mark, plačali carino in se s to carino smo Gorenjev pralni stroj prinesli za Avstrije cene, kot če ga tle kupili. Zadeva je bila blazno izkrivljena, ker so se iskale devize.
Kajti zadeva se pa še poslabšala z iraško-iransko vojno. Kajti ker večina naših podjetij, ključno Litostroj, je delala na osnovi meddržavnih sporazumov. Jugoslavija se je zmenila za Sovjetsko zvezo, tukaj izdelkov in fabrike so potem delale. Zdaj pa Rusi nam nikoli niso plačevali z devizami. To je bila klirinška menjava. Šele zdaj smo nekje, pred parimi leti smo na en način sanirali, smo to vojaško ladjo dobili. Ne? Irak nam je ni plačeval, ko je nastala vojna, nam tudi on ni več plačeval. Severna Koreja nam ni plačevala, Kuba nam ni plačevala, Libija je dalje plačevala in ni bilo več deviz. In že 82. leta so hoteli imeti pogajanja, ampak takrat so že oni postavili pogoje, da moramo vedeti tržno ekonomijo, na način demokracijo, tudi varovanje človekovih pravic. In takrat so komunisti rekli, ne, mi se pa z vami ne bomo pogovarjali. 87 leta so bili pa prisiljeni, odnosno 88 leta. In ta pogajanja so bila očitno uspešna in tudi, ker mi smo v naši stavki zahtevali odstop Branko Mikoliča, predsednika Zveznega izvršnega sveta, to je bilo 27. decembra, 29. decembra je ono odstopil. Ne samo zaradi nas, ampak verjetno zaradi zahtev Mednarodnega denarnega sklada, ker on je pa temu nasprotoval. Te zadeve so bile večplastne, verjetno so tudi oni v teh pogajanjih za denar zahtevali tudi eno demokracijo, tako da ta udba je bila, ali pa preko ta represija je bila v eni dilemi. Ne? Vi morate tudi vedeti, da zakaj se je ta represija leta 52-53 zmanjšala. Zato, ko je Amerika zahtevala, pogajevala svojo pomoč s tem, da Broz ostavi represijo proti lastnemu narodu. Ker ta država Jugoslavije je vedno bila odvisna od tujega denarja. Po enih informacijah smo mi dobili od Amerikancev več pomoči čez 100 milijard, kot pa vse države Zahodne Evrope preko Marshallovega načrta. Zakaj to govorim? Ne? Zato, ker taka represija, kot je bila rečemo monolitna Vzhodna Evropa, ki teh problemov niso imeli, pa nas tudi ni bilo zaradi vpliva tujine, ko so zahtevali eno demokratizacijo. Tako da v bistvu v tem našem samoupravljanju, v tem kaosu, ne, da bi zdaj nekdo lahko, ne vem, posnemal Poljsko ali pa, jaz sem na Poljskem bil leta 81, ker smo imeli menjavo železničarji, jaz sem plačal Split, pa so šli Poljaki dol, jaz sem šel pa bil sem Krnici morski. To je taka revščina bila, da to človek ne more verjeti. In tukaj smo bili za njih, mi še gospodi, in tukaj se nam tudi govorili, kaj pa hoče, da se mi smo za Vzhodno Evropo gospodi, in tudi tukaj se nas doj držali. Ne? Po eni strani Avstrija, Italija za super standardom, vmes mi, potem pa Vzhodna Evropa, ki so bili pa čisti berači. Ne? In vse to je vplivalo, da pri nas ni bilo že v štartu organizacije delavstva, da bi tu naredili eno front, ker delavstvo bi lahko, ne, glede na to, da je bilo pade stran, ker delavci so bili in v komunizmu, v bistvu največji poraženci komunizma. Isto, če zdaj govorimo na tole našo zgodbo, naslov današnjega okrogle mize, so pa tudi danes. Malo 2 dni nazaj sem bral eno staro knjigo Novice iz leta 1871, leto dni po Pariški komuni. Kaj so novice napisane v Sloveniji? Se rekli, če bo v Sloveniji, odnosno v tej avstro-ogrski monarhiji prevladal liberalni odnos, bodo delavci sužni v firmah, če bo pa zmagal komunizem, bo pa cela država suženska. To so napisali v slovenskih novicah leta 1871, kad so že vedeli v bistvu, kaj prihaja. Tako da te zadeve so, kar se tega tiče, večplastna in Slovenija in Jugoslavija je bila v takem neverjetnem klinču, odnosno, to je rekel enkrat en zgodovinar, najbolj sofisticiran sistem držanja oblasti nad ljudstvom je bil dejansko v Jugoslaviji, v Sloveniji pa še posebej. Ne? In to nas je pa še do dan današnjega dne, ker ni bilo jasne fronte. Ne? Tudi v bistvu sindikatov, človek bi pričakoval, da bo v Litostroju čez noč vseh 4000 delavcev ustanovili svoj sindikat, pa se to ni naredilo. Naprej. Kljub temu, da so stavkali, so potem, če berete knjigo od Franceta Tomšiča, ne, so v bistvu potem oni jemali mehen sindikat v Litostroju. Večina ostalih je pa ostala pri režimskih sindikalistih, ki jih niso ščitili. Tako da zadeve so res neverjetne, kar se tega tiče. Seveda je že sama stavka in ustanovitev iniciativnega odbora Socialdemokratske zveze Slovenije pomenila velik korak v takratnem sistemu, ne? In kot smo že ugotovili, predstavljala tudi grožnjo za takratno oblast. Me pa sedaj zanima, zakaj po vašem mnenju moralo preteči 14 mesecev, da je bila ustanovljena stranka in predvsem, zakaj je moralo preteči skoraj 3 leta, da je bila ustanovljena Konfederacija novih sindikatov Slovenije. Ja,
Ko smo že rekli, kmetje so bili, če prej govorimo, so bili ena organizirana skupina, verjetno so imeli zadruge in karkoli, in so zapovezovali in so bili ena interesna skupina, ki je imela stanovski interes v bistvu, da nekaj naredi in so se začeli tudi organizirati. Ne? Delavstvo je bilo pa tako atomizirano, tako razdaljeno, odnosno s tem samoupravljanjem, tako pasifizirano, da kitajska v bistvu ni bilo mogoče. Tudi na železnici, ne? Jaz nisem mogel pri ostalih železnici bilo 22,000 zaposlenih. Jaz sem lahko samo znotraj peščice zaposlenih, se pravi, okoli 500 strojevodij strojnega osebja nekaj delo, ker smo bili kot stanovska organizacija preko zaradi narave poklica na način udarjeni, ker mi smo videli, kako imajo avstrijske strojevodje, videli so, kako imajo italijanske strojevodje, prvi so pa čisto drugačne. Mi najboljši sistem na svetu, oni pa v grdem kapitalizmu so imeli enkratno, mi pa nič. Ne? In tle je bilo, mi smo se z njimi srečevali za razliko od Litostroja, ko so bili v bistvu v zaprtem sistemu. To je bila tovarna, ki je bila ugrajena in ti ljudje niso mogli priti ven. Mi smo hodili pa v bistvu po svet, mi smo vozili tudi takrat že gor v Šentilj, vodili smo v Trst in smo vse to videli. Ne? In iz tega vedika je bilo to, to so potem tudi rekli, da je bila to elita delavstva strojevodja. Ampak mi smo te stvari vedeli. Problem pa je bil, ker nismo bili skrb. Mi smo vedeli, če mi se ostavo v Ljubljani, ali bo ostavo v Maribor, ali bo v Dobovi, ali bo v tam. Ne? In tle res morali biti eno leto intenzivnega delovanja, da je tu nastala ena organizacija, predvsem pa zaupanje v vodstvo, da bomo to speljali. Ker jaz sem pred uporabil te besede v streh mušketirjev, vsi za enega, eden za vse. Jaz sem rekel, če boste vi mene ščitili, če moja moč je edina v tem, da vi stali za mano. Če boste vi mene prodali, bomo vsi skrbljeni, jaz to prvo, vi pa za mano. In to so ljudje razumeli in so za tem stali. Tako da z tega vidika ti, če hočeš nekaj narediti, moraš imeti dejansko že trdno organizacijo, zaupanje v tej organizaciji, pa jasne cilje. Če tega ni, če nekaj improviziraš, če narediš spontano, kar se je v bistvu dogajalo v teh prekritvah dela, temu ni moč narediti. Gospod Janez Janša, sedaj pa me zanima, kako ste vi kot aktivni politik doživljali boj gospoda Tomšiča kot predsednika Konfederacije novih sindikatov Slovenije v času med letoma 1990 in 1997, da bi priboril delavcu pravice, ki mu pripadajo in si jih zasluži. Ja, lahko rečem od blizu. Ampak preden na to odgovorim še en dodatek k temu, kar je prej Slavko povedal. Jaz mislim, da je trajalo toliko časa, da je iz iniciativnega odbora nastala stranka, tudi zaradi tega, ker je bila ta stranka ali pa stranka s tem imenom, te usmeritve najmanj zaželene. Se pravi, so največ energije vložili v to, da te stranke ne bi bilo. Ker je bilo to najbolj v neskladju z uradno doktrino, kajti kakšna socialdemokratska stranka, se vem, da delovski razred že ima stranko, to smo mi, zakaj? Še ena, to je nelogično, vse je padlo na tej točki, vsa ta enostrankarska demokracija, socializem človeškim obrazom, vladavina delovstva, delovnega človeka, to je padlo na tej točki. Zato so ne samo verjetno, ampak zdaj je to za dokumenti, ki so na voljo v arhivih, dokazljivo. Bistveno več energije, aktivnosti, o katerih je tudi govoril na tem sestanku, vložili v to, da ne bi nastala socialdemokratska stranka. Bistveno več infiltracije je bilo tukaj ljudi, ki so jih zraven pripeljali. Saj, če danes pogledate, koga so vse vrinili, tja zraven, od Tita Turnška do ljudi, ki so vmes že poniknili, pa so odstavljali Pučnika, recimo. Pol ni čudno, da je temu bilo tako. Zdaj, ko gre za kmečko zvezo, se mi je zdelo, da bo to lažje obvladljivo. V Sloveniji to ni znano, da recimo, da je recimo na Poljskem, kljub komunizmu, Poljska je bila država, ki je že pred solidarnostjo, pravzaprav od leta 1945 naprej, imela poleg komunistične partije, oziroma delovsko-socialistične ali kakšne stranke, skratka partije, imela tudi kmečko stranko. Vse skozi, ki je bila legalna, ki je bila v parlamentu,
ki pa so jo seveda komunisti totalno obvladovali. In ko se je pri nas ta iniciativa pojavila, so nekateri verjeli, da se da narediti na enak način. Aha, no, vsem bo zgledalo neko, da imamo pluralizem, ampak v bistvu pa to pač še ena družbeno-politična organizacija in so v to smer tudi delali in zaradi tega so tudi dovolili ustanovitev, če si se imenoval zveza, ali pa je niso preprečili. Če je bila pa stranka, potem pa nismo mogli dobiti dvorane, represija bila, tožilec je reagiral. Skratka, to je bil po moje glavni razlog. Preč ovir je bilo. In recimo, ko gre za Slovensko kmečko zvezo, zdaj te sile, ki so skušale to stranko ali pa to zvezo držati v polju družbeno-politične organizacije, so bile tam kar močne. Slovenska kmečka zveza se je recimo Demosu pridružila čist na koncu, tam je bil hud boj, kajti ena struja v Slovenski kmečki zvezi je zagovarjala skupaj nastop z SMS. In tam so imeli prostore in strokovnega sodelavca in tako naprej, tako so jih skušali omrežiti. Šele pol, ko je Oman udaril po mizi, so šli k Demosu. Na začetku njih ni bilo. In tudi, ko se je dogovarjalo za skupno listo na volitvah, za zbor združenega dela in za zbor občine, kjer je bil večinski sistem, je imel Demos po enega kandidata. V glavnem, tudi takrat so bile neke težave z to strujo. Tako da tega infiltriranja ljudi v stranke je bilo kar veliko. Tudi v socialdemokratsko stranko, ko se je prva Demosova vlada volila, Jože Pučnik, ki ni bil poslanec, ki je kandidiral na predsedniških volitev, je sedel na balkonu, gor in je videl, da en od poslancev ni glasoval za vlado. In se je pol to razčiščevalo. To je bil Andrej Magaj. Danes je zelo popularen za neke druge stvari in je verjetno tudi razmišljal drugače, ampak takrat je pač bil nekje. Leta 2012 je tudi kandidiral za SD. Pol so ga odvrgli. Takrat leta 90 vprašanje, kaj je igral, ker ni glasoval za vlado. Pol ga je Jože Pučnik vprašal ti, kaj pa to, ne? A je rekel, sej, reveži so že dosti potovčeni. Pa je imel Demos zaradi tega zbora združenega dela, je imel 52%, ko zapravo je šlo za nas. Mi smo ključne zakone glede osamosvojitve sprejeli z 1-2 glasovoma v 240 članski skupščini. 2 bi zamotila, bila bolana, če bi prišlo do osamosvojitve, vsaj takrat. Tako da en glas pri volitvi vlade je pomembna stvar. Skratka, ampak to je že čas potem, ta čas, 87, 88, 89, ko so nastajale te zveze, iniciativni odbori, se je skušalo preprečiti in zagotovo, socialdemokratska zveza, socialdemokratska stranka, so naredili vse, da do tega ne bi prišlo. Tudi pol, ko je bil že nek let prebit, so tle najbolj nagajali. Ko je bila prej ustanovljena 13. januarja Slovenska demokratična zveza in pol šele 16. februarja socialdemokratska zveza. Ja, kot vemo, torej se je moral gospod Tomšič vsa leta, še posebej leta 1997, kot predsednik sindikata spopadati s nekaterimi očitki o svojem nepoštenem delovanju. No, na tole naslednje vprašanje pa bo zagotovo verjetno največ vedel gospod Erčulj. Kdo je po vašem storil vsa podla dejanja od odpeljanega avtomobila do ukradenih telefonov in računalnikov in še bi lahko naštevali sedeža Konfederacije novih sindikatov Slovenije? Ja, se opravičujem, ker na drugi del vprašanja prej nisem odgovoril. Me je prej zaneslo v zgodovino. Zdaj najprej to, da ta pluralizacija sindikatov
morda z izjemo železnic, pa še parih segmentov, ni uspela. Ne? To je velika katastrofa. To je velika katastrofa. In danes delavci tudi zaradi tega, ne? Da če izamemo javni sektor, ki ima močne sindikate, ne? Ki tudi niso vsi enobarvni in tako nadalje, ne? Ampak recimo industrijski delavci v Sloveniji, ne? Nekaj 100.000 ljudi nima svojega močnega zastopstva. In zaradi tega plačuje davek. Kdo je danes najbolj obremenjen? Danes najbolj obremenjen, če pogledate socialne transfere, davčne vijake in tako naprej. Družina z 2 zaposlenima, ki dobro delata in imata mogoče malo nadpovprečno plačo. Ne? Plačate največ davka in ne dobite nobenega socialnega transfera. Nobenega socialnega transfera. In to tisti, ki so pod tem, recimo, kdor je na minimalni plači ali malo nad tem, varstveni dodatek v Sloveniji je samo nekaj evrov nižji od socialne plače. Se pravi, če vse zračuna, nekdo, ki ima minimalno plačo ali malo več, nema se izplača delati. Se da na druge načine dobiti enako vsoto evrov na koncu in biti še frej. Ali pa delati na črno. In to je možno samo zaradi tega, ker pač ta produktivni sloj slovenske družbe nima zastopstva. Nima zastopstva. Jaz nisem še nikoli slišal kakega sindikalnega voditelja, da bi to ključno nesorazmerje, to ključno krivico kadarkoli izpostavljali. Mi o tem govorimo, pa nas imajo za desničar. Pri vseh davčnih reformah, pri vseh davčnih spremembah, recimo Semolič in kolegi, zagovarjajo, rekel, ravno tisto, kar najbolj prizadene delavce. Tako da smo kar za tega zelo daleč prišli. In tako kot sem prej govoril za Socialdemokratsko zvezo oziroma stranko, oni so tudi, potem ko je šlo za ta sindikat, vložili ogromne energije, da ne bi uspelo, da bi to obvladalo, da ne bi nastala neka močna konfederacija. Z vsemi možnimi ukrepi. En od ključnih je bil, da do leta 2006 ni bilo možno sprejeti zakona, na podlagi katerega bi se sindikalno premoženje delilo. In potem ste imeli ta tako imenovani svobodni sindikat, z palačo na Dalmatinovi, z vrsto nepremičnin. Oni so samo od najemnin pobrali več kot vaš sindikat z članarino in z vsemi dohodki. Mi smo takrat v teh letih vložili 3 ali 4 zakone o tem, da se sindikalno premoženje oziroma premoženje bivših DPO razdeli. Jasno, to je bilo zavrnjeno. LDS in Združena lista, kako so se že takrat imenovali, to je bilo za njih vi povzročili nove krivice, neverjetno je bilo, neverjetno. Mediji o tem sploh niso poročali. Mi smo cel dan razpravljali o zakonu, začeli se prvo televizijo, takrat, če ni bilo prenosov, niti omenili nismo, ker smo pač naštevali te konkretne podatke in jasno, to ni pol konkurenca na neki pravični osnovi. Če ima nekdo vse, če lahko zaposli 30 ljudi, ki so kao pravna pomoč, ki organizira pol stvari, ki nudi nekaj, ti si pa revež, ki moraš to vse pol iz lastnih žepov, pa še šikanirajo te. Pa ko imaš tiskovno konferenco, pride ena novinarka Dnevnika, ki zafrkava, pa Semolič, pa je Semolič tiskovno konferenco, je pa tam cel establishment bil in je bila to cela novica. Še posebej, če je bila naša vlada, pol je to bilo. Je bila samo, prva je bila tudi zadnja novica včasih. Tako da, to je bil boj Davida z Goljatom in Slovenija je edina tranzicijska država, ki jaz poznam, ki ni razdelila tega premoženja. Niti strankam, niti sindikatom. Bil sem pred časom na Madžarskem, na obisku pri tej naši sestrski stranki in so mi pokazali palačo, ki so jo takrat dobili. Kot en od manjših strank, takrat so imeli 7%.
pa ko so razdelili tisto partijsko premoženje vsem novim strankam, so dobili neko zgradbo, še enkrat večje od tega, kar imamo mi zdaj, pa še vedno kredite odplačujemo. In so lahko normalno delovali. So bili v bistvu z eno potezo izenačeni s partijo, so imeli sredstva za delo, ni bilo treba najemati prostorov, plačevati najemnin in so lahko to dali za dejavnost, pa za kampanjo in tako naprej. Enako je na Poljskem bilo, enako je na Češkem, v Bolgariji, v Romuniji tudi. Nekako je bilo na Hrvaškem, ampak vem, da so delili takrat. Danes smo pa to lahko naredili leta 2006, ko pa ni bilo več močnega sindikata. Je tudi leta 2006 na podlagi zakona, ki je šel seveda na članstvo, nek kriterij moral biti. In tako naprej so svobodni sindikati dobili, pokasirali večino, ampak Konfederacija neodvisnosti eno nekaj dobila, tako da so pogoji bili malo boljši, ampak je bilo prepozno za to, da bi se neka resna konkurenca vzpostavila. In danes 250-300 tisoč industrijskih delavcev v Sloveniji plačuje to ceno. Nima zastopstva. Ja, tako zdaj je prišlo do tega puča, vse pravim, sem že prej povedal, nekaj je bilo javno znanga, kako in kaj so učitelj Tomšiču, sem že prej povedal, kako je to potekalo. On je šel enkrat eno nemško delegacijo imel, je šel na razgovor, oni so to vedeli in so potem polovica so sklicali svet, polovica članov sveta sklicali svet, napisali, da pač odstavijo Tomšiča, ker noče statut spremeniti, pa ker noče kongresa sklicati. In pač so šli, zaplenili so žige, s neko predvezo telefon od sekretarke, pa od njega so žice prestregali, avto so mu ukradili, mislim vse, tako da ni, ki je prišel nazaj, samo sem povedal, Franca, nisi več predsednik, Franca je na policijo šel, so policije prišli, vse tako, da so potem avto je dobil nazaj in potem zanimivo, da je upravno sodišče reagiralo hitro, v roku enega tedna je vzpostavilo prejšnjo stanje, tako da smo imeli nekaj časa do vladje. Franca je bil v eni pisarni, ti počisti po drugi, in potem se že, takrat smo mislili, da bomo dva kongresa sklicali, enega bo Franca sklical, enega počisti. No, potem je potem tako prišlo, da so počisti, tako sem omenil, ker Franca je železnico, ki je bila konfederalno pridružena, je izpisal iz sindikata, ti so potem so že poklicali na pomoč železnico, to bi on lahko povedal, kako je bilo, to on bo dve, in potem je bil kongres sklican in ta kongresu je pa zmagal Slavko Kmetič. Tako je bilo. Zdaj pa on pa lahko pove, kako je bilo pa takrat. To on bo dve. Bil je kongres, vladno kongres in na kongresu si zmagal ti. Ne, to bi lahko povem. V glavnem, oni so rekli, da Tomšič ne bo kandidiral. Mene so takrat povabili, da kandidiram. Meni bil interes, da naredimo močno sindikalno gibanje. In takrat je bila Alenka Orje proti meni kandidirala. In jaz sem na tem kongresu zmagal. So pa že rekli, da je v bistvu, ko je on v Ljubljani iskal zaupnico, da je pa Stanislav Pupis dobil več kot on. Tako da mu je že ljubljanska regija odpovedala zaupanje. Tako da z tega vidika sem svaril, da pač, ne vem, iz kakšnih razlogov, jaz z njim nikoli nisem bil skregan, če bi on prišel k meni, pa to rekel, kaj mu delajo, to jaz nikoli ne bi kandidiral, absolutno ne. Samo on se rekel, bo šel v penzijo. Jaz sem imel potem problem, ko sem mu dal tri plače odpravnine in prišla pa k meni Irena Virant, ki mu je nadrla kot cucka, zakaj mu to dajem. Tukaj smo imeli eno močno spore. Iz kakšnih razlogov, ne vem, ampak jaz sem bil delala preko frišen, odnosno, ko sem pa videl, kam sem padal, sam veš, sem pa leta dni potem odstopil, ker to je bilo pa neverjetno. Jaz sem navajen v železnici, reda pa discipline, pa točnosti, pa če se nekaj zmenimo, se nekaj zmenimo. Jaz pa tam sem prišel, mi smo se po 3-4 ure pogovarjali o zapisniku, ko smo mogli pogovarjati, da bomo šli na ulice, da bomo demonstrirali, so šli pa domov.
Halo, bila pa ura 2, pa so šli domov, ne? Pa je bilo nesklepčno. Mislim, rekel, te zgodbe pa se pa jaz ne bom šel, ne? Pa ne resno do konca. Mislim, še potem nazaj v železnico. V železnico pa nisem pustil, ker jaz nisem bil profesionalni sindikalist v neodvisnosti. Jaz sem bil v bistvu tam samo poslan, v bistvu, pa bil sem predsednik, brez da bi karkoli dovolil denarja ali pa karkoli. Jaz sem bil na železnici, ko se vodja plačal vredno, ne? Ja, gledajte, tukaj je, zdaj France Tomšič je imel tukaj en hendikep, tako kot Jože Pučnik, ne. Manjkala sta nekaj časa tukaj, ne. Jože več, France manj, in zaradi tega številni ljudi nista poznala, ne. Nista poznala. Recimo Jože Pučnik ko je šlo za predsedniške volitve, on je vedel, da pač bodo kakšne infiltracije in tako dalje, bil previden in je rekel, čim več mladih, ti niso okuženi, čim več mladih volilnih štab in tako naprej in seveda pol je na podlagi tega naneslo, da ti so volilni štab v prvem krogu sta vodila samo Resnik pa Gorazd Drevenšek, ki sta, rekel, zanesljivo delala proti. In šele po prvem krogu volitev, ko je skoraj Kramberger prišel v drugi krog, ko je bilo en kup napak narejenih, se je potem organiziral na hitro nek drug volilni štab, no in takrat se je na sedežu tam na Zadnikovi, ker je bil ta štab, si odkrilo, da je nekaj pisarn zaklenjenih, da nihče nima ključa, ni bilo prijemo predaja, pa se je tisto vdrlo in so našli, po moje, se na tako sobo, kot je tale dvorana, mogoče malo manjša, plakatov. Takrat so avstrijski socialdemokrati, nemški so pomagali pri kampanji in so ves ta material natisnili, ocarinili, pripeljali, večina tega ni bilo uporabnega, to je bilo vse zaklenjeno. Potem je par tovornjakov odpeljalo te plakate v razrez. Ko so bile volitve mimo, ker je, razumete, prej pa smo se vsi spraševali, zakaj Jože Pučnik ni nobenega v redu plakata. Neke fotokopije smo lepili, ker ni bilo drusko. Bilo pa tam po moje 20,000 plakatov za celo Slovenijo, odličnih, neko nemški dizajn, tisk, vse, to, kar se tle ni dalo. In potem so tudi ljudje govorili, saj vi demo še plakata ne zna natisniti, dajte, kako Pučnik zgleda, maščevalno, temne barve, jasne, fotokopije ne more dobro zgledati. Ampak je bilo, so bili plakati, pač niso bili obešeni. Ja, verjetno tudi France je, pač nekdo prišel k njemu, ga je vzel za dobronamerno, pač ni poznal, ne. In to se je izkoriščalo. Demos, vključno z sindikati, ni imel nobenih baz, nobenih podatkov, se ni dalo nič preveriti. Baši so običajno bili najbolj glasni na teh tribunah. Prvo, kar je rekel, nikoli nisem bil v partiji, podpiram vaše ideje. Ja, sem tale Pučnik ni v redu. V tem smislu je bil nastop. Mnogi so pač na to nasedli. Zdaj, ko je pa nekdo prišel pa rekel, gledajte, jaz vas podpiram, želim delati aktivno, ne samo pasivno, rad bi kako stvar prevzel. Takrat se je iskalo, so se postavljale organizacije po firmah, ko je šlo za sindikat, lokalni odbori, ko je šlo za stranko. Jasno, tisti, ki je največ interesa pokazal, tisti je vodil. To je bilo zelo enostavno infiltrirati. Danes vemo, takrat se pač ni vedlo. Največ škode so naredili od znotraj, ne od zunaj. Se pravi, ta dva faktorja, eno sredstva, ki so jih oni zadržali, so onemogočili neko resno konkurenco, drugo pa te infiltracije. In vsi tisti, ki so to pol razgrajevali, so bili kasneje nagrajeni. Ste jih najdli na funkcijah takšnih in drugačnih in rekel prikoritev enostavno.
Prosim, če mi lahko poveste, zakaj se po vašem mnenju v Sloveniji vse stranke, ki so jih polna usta socialne in liberalnosti, tako bojijo osvoboditve sindikatov iz svojih log? Zakaj jih je tako strah, da bi v Sloveniji končno dobili velik in svoboden sindikat, ki bi deloval v korist delavcev in ga ne bi upravljali lobiji? Po 30 letih bi namreč bil skrajni čas, da bi dobili sindikat v takšni obliki, kot sta si zanj prizadevala gospod Tomšič in tudi vi, gospod Kmetič, ker po mojem mnenju še do tega vedno nismo prišli. Prav tako pa je bil v intervjuju z doktorjem Damjanom Hančičem tega mnenja tudi gospod France Tomšič. Odgovor je v tej kvazi privatizaciji, kajti v tej privatizaciji takšni in drugačni je sindikat ali pa predsednik sindikata v firmi igral kar pomembno vlogo. Jaz poznam kup primerov, ko so prevzemali firme, ko je prišel možakar agent od tistega, ki je firmo prevzemal s kovčkom denarja, ta denar je dobil v bistvu sindikalist in je podpisal ta prevzem ali karkoli. Skratka, oni so to, mislim, veliko bolj so vedeli, kakšna bo ta naša privatizacija, kot pa tisti, ki zraven nismo bili, smo železnica kot taka, ni bila bolj privatizirana, ampak v firmah je bilo pa to ključno. Tam, ko se je dogajala v bistvu ta privatizacija ali prevzem, je igral tudi vlogo sindikat. Če bi sindikat temu nasprotoval, bi to bilo veliko težje ali pa skoraj nemogoče. Ne? Ker se pa to imeli podkupljeno, ogromno sindikalistov je tudi na nižjih ravneh obogatel, dobili so lepe denarje, pa to gre. In oni se zavedajo, da sindikat v tržni ekonomiji igra pomembno vlogo. Konkretno, Svetovna banka v svojih letnih poročilih ne piše, ko sem osebno bral leta 2000, ko je napisala, ni zdravega gospodarskega razvoja brez močnih in strokovnih sindikatov. Oni imajo verjetno izkušnje iz Južne Amerike, ko so ogromno denarja od mednarodnih skladov ponikli preko zaradi korupcije. In tle bi sindikat, poleg tega, kar je rekel Janez, bi tle lahko bil sindikat glavni borec proti korupciji, kajti korupcija uničuje preko podjetja, korupcija uničuje, odnosno znižuje njihove plače in tle sindikati imajo in pravnika in sposobni ljudi, imajo dovolj denarja, bi to z lahkoto na način parirali ali pa ostalo, ampak nočejo, ker so vpleteni v zgodbo tega našega kvazi lastninjenja. In tle je problem in dejansko prava katastrofa je, da Slovenija danes nima preko sposobnih močnih sindikatov in tudi, če ste zdaj brali intervju za bodočo kao predsednico preko svobodnih sindikatov, tole Jerkičevo, ne, ona prav vse tako načno moramo narediti, kar je gospodarska zbornica. Odnosno, gospodarska zbornica se strinja, da bo odnosno rekla fajn, da bo ona predsednica. Mislim, to je tako primitivno, pa bedno, pa žalostno, je neverjetno. Je pa tudi res neki, ne? Preko Tomšič, Janša, smo tem ljudem prinesli svobodo izbire. Ti ljudje se lahko po zakonu, po ustavi prosto organizirajo v sindikate, za razliko od prejšnjega sistema, ko smo mi morali preko stavke izsiliti, da smo ustanovili sindikat. Mi smo 1980. leta, ko smo se dobovali v Ljubljani ilegalno z Mariborčani, pa to, ko je Udpa to zvedla, je prišel Janez Piber v Korilnico in rekel, fantje, če da to naredili, vas bomo zaprli. 1980. leta. Ker so dobro vedeli, kaj pomeni en neodvisen sindikat ali za prejšnji režim, ali pa za bodoče. In tega se oni zavedajo, delavstvo se pa tega ne zaveda in ni sposobno ali pa v stanju se organizirati veliko močno sindikata, ker je delavec je lahko močen, samo če je organiziran. Kapital ima vedno večjo moč kot pa eden, ko je zaposlen. In poleg tega je tle država, pa pozitivna zakonodaja, pa inšpekcija, ki lahko tudi ščiti delavca, je sindikat tisti, ki prvi zaščiti delavca na delovnem mestu. Mislim, to so zdaj tudi grozljivke nekih drugega. Ne? Mi imamo danes že ogromno tujih firm v tujih lasti. Ne? Konkretno, rečemo, moja žena dela v nemški firmi v Preboldu, to je v zdaj v turški lasti, ona dobi minimalca, ne? Njena delavka, sodelavka v Nemčiji gor v isti firmi za isto delo dobi 1000 evrov večjo plačo. Pa smo v Evropski uniji. In zdaj bomo to, sindikati pa v tem momentu niso sposobni za 1 evro preko stavk ali pa preko organiziranega gibanja od teh tujcev, ki danes vlečejo dobičke iz slovenskih podjetij, iz Biorice večjo plačo. Danes je lahko samo večjo plačo zborijo javni sindikati, odnosno državni, proti tej politiki, ki je nesposobna, da bi jim parirala, odnosno, ko minister podpiše njim dvig plače, ga pripiše tudi sebi, ker bo šel jutri nazaj na univerzo. Mislim, to je perverzno, kar se pa nas dogaja. To je neverjetno. Ne? Mi nimamo prvič prava politika, ki bi znala to zadevo urediti, po drugi strani pa dejansko delavstva nima bene zaščite, tako glede tega, da se bo zborilo višje plače, kot tudi zaščite na delovnem mestu.
In je zgodba mi rabimo čim prej preko normalne, zdrave lastnike, ki bojo uspešno vodili firme, uspešna firma pa lahko tudi posledično daje dobre plače svojim zaposlenim. In tle nas čaka še ogromno dela, da bomo ta kaos pa to džunglo, ki je v tej državi v tem momentu prisotna. Tipičen primer, pogledajte, minimalna plača. Mi smo edina država v OECD-ju, ki ima minimalno plačo na mesečni ravni. Vse države imajo minimalno plačo na urni postavki, kajti tam mesečna raven naredi milijon problemov. Eden, ko dela izmene, nočne, nedeljske, pa ima kup dodatkov, ima pa nizko osnovo, dobi isto minimalno plačo, kot eden, ko dela od 6 do 2. Tega ni nikjer na svetu. Ampak noben sindikat ni sprožil te zgodbe, ne? Da bi dali minimalno plačo kot urno postavko. Ker to se je pokazalo leta 2009, ko je Pahor dvignil minimalno plačo za 25%. In kaj se je naredila? Neverjetna uravnilovka. Ta minimalna plača posega že v 5. tarifni razred. Se pravi, en ključavničar po normalni kolektivni pogodbi ne dobi minimalna plača za svojo plačo, ampak ga dobi po črki zakona. Mislim, tle je milijon problemov, ki čakajo novo vlado, da te zadeve rešimo. In če tle ne bojo delavci sami zbudili in to reševali ali preko politike v volilni stranko, ki bo dejansko to uredila v njihovem imenu, ali pa so organizirali sindikate. Druge poti ni. Revolucije se verjetno nobeden v tej državi ne želi. Vemo, kaj to prinese, pa kaj iz tega izhaja. Lahko se vam mirno dogovorimo, da ne govorimo o tem, mimo odnos ekonomsko-socialni svet. To je prenos iz nemškega modela. Mi smo kot demos dejansko prvi uvedli zakon o kolektivnih pogodbah, včasih so bili to pravilniki, to so bili samopravni sporazumi, ki sploh niso imeli pravne zaščite. Šele temu so vlada je uvedla ta zakon, ki je dal preko ljudem pravno zaščito v smislu kolektivnih pogodb. Uvedli smo ekonomsko-socialni svet in na tem se bi lahko vse zmenili, pa se ne zmenja nič. Kajti tam, ko govori Semolič, vsi mirno stojijo pred njim, od gospodarske zbornice do ministrov te vlade. To je nenormalna situacija. Ko naprej več ne more iti. Jaz smo verjetno že predolgi, no, ampak to ni več spominski večer ta del, ne, govorimo o sedanjih problemih, ne, ki so ključni, ne, ker seveda si ima en tu investitor, ne, ki ima tukaj firmo, ti bo na to, kar si zdaj rekel, pač, ne, nekdo, ki dela v firmi na istem delovnem mestu, ali pa na podobnem delovnem mestu, tukaj ima 1000 evrov nižjo plačo kot v Nemčiji, on bo rekel, že, ampak bruto plača, ne, bruto plača v Nemčiji pa ni dosti večja, ne? Velika razlika je v neto plači, ker je pri vas delo toliko obdavčeno, ne? To je ključen problem. In tukaj so problemi na ravni zaposleni v neki firmi in delodajalec, ki pač se obnaša nesocialno in stiska in tako naprej. To je en del problema, drug del problema je pa ta generalni, ne? Ki ga nek resen sindikat ne naslavlja, ga ni. In moč je pa velika, gledajte, kot si rekel. Vse sindikalne centrale, tudi tiste, ki zdaj po nekih kriterijih ne bi smele biti, ne, ker nimajo članstva, ampak se to gleda čez prste, so v ekonomsko-socialnem svetu. Ne. Vsa zakonodaja gre čez tisti organ. So v državnem svetu. Državni svet da lahko veto na nekatere zakone. Ampak v državnem svetu so skozi isti. So skozi isti, ko je se ekonomsko-socialnega sveta, je kdo nastopa, ali Semolič ali Štrukelj. Glavni Štrukelj, ne? Ki je šef enega dela javnih sindikatov. Da bi kdo tam karkoli rekel v korist zaposlenih v firmah, to je tako redko, kot 4-peresna deteljica lažje najdeš kot pa take izjave. Tega ni, kot da tega problema ni. To je, če pogledate, ko se štejete davke in prispevke, ki jih bodi si zaposleni, bodi si delodajalec plača. In ko vidite to razliko, vidimo, kje je problem. Vidimo, kje je problem. Pač mi imamo drago državo, mi imamo drago administracijo. Mi smo, Slovenci smo od leta 96, ko se je
Slovenija zaokrožila kot država, ko smo dobili vse institucije, ki jih rabimo, dokončno od takrat pa do danes se je v administraciji zaposlilo na novo 40.000 ljudi. To zračunajte ta strošek. 40.000 ljudi, ker so se pač dela podvajala, ker so se ustanavljale nove agencije in skladi in za vsako reorganizacijo jih je bilo še več. Še leta 2012 smo mi to ustavili, naredili tudi te izračune, se točno ve, kje se stvari podvajajo. Ko bi morali to pol izvesti reformo, so reformirali našo vlado, oziroma se je odstranili. In od takrat naprej to število zaposlenih podobno narašča. Z teh 40.000 dodatno zaposlenih v administraciji, ki pač delajo nekaj, kar delajo tudi že drugi, se pravi, je to nepotrebno. Za njih mora kakšnih 70.000 ljudi v gospodarstvu delati. Dodatno. Nič ne gre, nobene dodane vrednosti ni tam. In to je za 2-milijonsko državo, to je mlinski kamen. Mlinski kamen, to je pač treba poceniti delo, je treba biti bolje plačano. Dobro delo še posebej, tudi uravnilovka je nek poseben problem. Zakaj bi se nekdo trudil, če dobi enako plačo kot tisti, ki se ne trudi? Mogoče nekaj časa iz entuzijazma pa iz korektnosti, potem to pade dol in vemo, kako so taki sistemi končali z uravnilovko. Ja, jaz se tukaj strinjam. Brez nekega močnega zastopstva tega dela, Slovencev ali pa prebivalstva, je družba v velikem neravnotežju. Cela Slovenija in parlamenti si ukvarjajo, če v kakem sindikatu javnega sektorja mogoče kakva nadura ni plačana, in to velikanski problem in grožnja in tako dalje. In se vse stoji. Tukaj gre pa za strukturni problem, kjer 250-300 ljudi ne dobi zasluženega dela, zasluženega plačila za zasluženo delo, pa pač ni zastopstvo. Vzroki so v tem, kar smo povedali. Gospod Tomšič se je v svojem govoru ob 20. obletnici stranke SDS zahvalil tudi takratnim litostrojskim kolegom, ki so omogočili storitev prvega koraka. Posebej se je gospod France Tomšič zahvalil gospodu Dimitriju Ruplu, poudaril pa je, da največja zahvala gre predsedniku Slovenske demokratske stranke, gospodu Janezu Janši, kateremu je svojimi sodelavci z neumornim trudom uspelo, da je SDS postala največja stranka. Na tem mestu pa se mi zahvaljujemo vam, gospod France Tomšič, saj ste svojimi nesebičnimi in pogumnimi dejanji poskrbeli, da lahko danes živimo v svobodni in samostojni Republiki Sloveniji. Gospod France Tomšič, hvala vam. Vsem trem današnjim gostom se iskreno zahvaljujem za izčrpne odgovore in polepšanje tega petkovega večera. V znak hvaležnosti pa vam bo Miha v imenu Delavske zveze Slovenske demokratske stranke podelil še darila. Posebna zahvala pa gre gospodu Rudiju Veršniku, predsedniku občinskega odbora SDS Kamnik, za njegovo neizmerno pomoč in oporo pri organizaciji dogodka. Dovolite, da še v imenu Slovenske demokratske stranke izvršilnega odbora Kamnik tudi jaz našim gostom podelim neko malenkost v obliki knjig. In sicer
za gospoda predsednika našega od profesor Ivana Zika, 750 let mesta Kamnika. Ivan Zika je bil moj profesor in verjetno bo tudi branje te knjige, kar zanimivo. Seveda, pa nekaj o kam so šle naše vse fabrike. Vsem mamam pa ob jutrišnjem materinskem dnevu iskreno čestitam s pesmijo Toneta Pavčka. Mama je ena sama. Mama je ena sama. Prva radost je mama. Prvi spev Nina Nana. Prva beseda mama. Dajmo vse rože mami. Dajmo vsa sonca mami. Pesem, ki v nas se drami, dajmo, zapojmo mami. Naj ne ostane brez mame, nihče na širnem svetu. Naj žive naše mame, mame najlepše na svetu.